Dobrodošli in pozdravljeni v Ustvarjalnih minutah. Sem Marjeta in bom danes spet ustvarjala skupaj z vami. Ali veste, kaj bomo ustvarjali danes? Jaz imam zelo rada muce. Ali tudi vi? Muce, mace so vedno in povsod tiste zaželene živali. Najrajši pa imam tudi take, da jih lahko tudi kar sama ustvarim. Poglejte si, na kakšen način in kako bomo ustvarili malo muco maco. Z privihanim repkom, z zavitim vratom ter z ljubkimi nogicami. Pa poglejmo, kje in na kakšen način bomo ustvarili našo muco maco. Za izdelavo bomo potrebovali malce debelejši papir. Čisto navaden papir A4, ta navaden pisarniški papir je lahko za podlago, za spodnji del, za zgornji del, za izdelavo same muce, pa bi bilo dobro, da bi bil malce debelejši. Muca bo zaradi tega lažje in bolj sloko stala. Lahko pa uporabimo tudi navadnega, ukolikor nimamo drugega pri roki. Papir, potrebujemo škarje, potrebovali bomo malce lepila za papir, ter pa en svinčnik za naris samega načrta. Na to pa vse, kar potrebujemo, je samo še naši prstki in veliko domišljije. Pa začnimo, kaj ne? Začeli bomo tako, da bomo na dolg takle list papirja, kot sem ga pripravila tukaj, narisali glavo od muce ter na to dolg pravokotnik. Pa narišimo. Jaz ga bom narisala s črno barvo, zato da se bo lepše in bolj videlo. Vi pa lahko narišete s svinčnikom, zato da potem lahko to črto skrijemo, da bo muca malce manj pisana. Narišemo glavo od muce, ušesa ter njen obrazek. Ali znamo narisati muco? Takole, ušesa in njeno glavo. Sedaj muci narišemo oči. Takole. Malce mačje, mandlaste, ali vidite? Ter muce nimajo okroglih zenic, zato jih narišemo takole, malce bolj podolgovate. In zaradi tega bo naša muca še bolj mačja. Takole. Poglejte si, njene oči so že pripravljene, še njen zlati mali smrček. Narišemo trikotnik ter gobček. Tako, brk tudi ne smemo pozabiti. Tako da, to je še stvar. Ter pa seveda ušesa dokončamo. Tako, sedaj smo narisali glavo naše muce mace. Sedaj pa lahko vzamemo ravnilo ali narišemo s prosto roko. Toda narisati moramo takole. Pravokotnik, ki bo se začel na vratu naše muce. Pravokotnik bo daljši. Tako. In ga na koncu zaključimo. Poglejte si. Tako. Sedaj pa na notranjo stran pravokotnika pri izrisu tega načrta narišemo še tako. Tukaj le bo njen vrat. Narišemo do 1/3. Ali vidite? Tako. Sedaj pa iz spodnjega roba ravno tako narišemo. Črtice. Ali vidite? Na sredini se ne smejo srečati. Tukaj ne bomo nič strigli, kajti to bo njeno telo. To bodo njene nogice, njen vrat ter spodnji del repa. Sedaj pa vzemimo škarjo v roke in začnimo strižti. Sama sem eno mucico svojo že izstrigla, zato da
bomo lahko čim hitreje nadaljevali, kaj ne? Ravno tako, ne samo, da sem izstrigla njeno glavo ter pravokotnik. Postrigla sem tudi tukaj, kjer smo narisali črtice. Ali vidite? Spodaj imamo 3 krake in zgoraj 3. Tako. Sedaj pa sledi prva točka. Vzamemo podlago, na kateri bo naša muca stala. Muco obrnemo na drugo stran, tam, kjer nimamo porisane, vidite, na spodnji strani je naša muca. In vzamemo njen vrat ter glavo, ter ga prepognemo cikcak. Ali še znate narediti harmoniko? Kot harmonika ji prepognemo vrat, zato da bo naša muca lahko visoko držala svojo glavo. Ali vidite? Takole ob strani že izgleda kot ležeča sfinga, toda naša muca bo malce bolj razgibana. Poglejte si, tako. Sedaj pa vzamemo drugi konec. Na drugem koncu, ravno nasproti vratu, zavijemo kot polž. V polžeka zavijemo ta del listka in poglejte si, mucin rep je že nared za igro. Ostale so nam noge, kaj ne? Pri nogah en mali košček zavijemo navzdol. Ali vidite? Zavili smo ga navzdol. Tako ponovimo na vseh 4 nogah. Tako. Tako. Ter tako. Poskusimo to narediti enakomerno, zato da ga bomo lažje prilepili. Sedaj pa muco še malce ukrivimo, da jo bomo lažje prilepili, ter jo prilepimo na papir. Vzemimo lepilo, ter lepljenje se začne. Ena noga, druga noga. In naša muca že izvaja stojo. Poglejte si akrobatko. Sedaj pa prilepimo še drugi nogi, zadnji del telesa. In naša muca že trdno stoji na svojih tačkah, tako kot vedno. In poglejte si, naša muca je že tu. Na ta način lahko izdelamo zelo veliko živali. Meni so ljubke muce, mogoče pa bomo naslednjič naredili žirafo, konja ali pa nilskega konja. Kdo ve? Vidimo se naslednjič, pa poglejmo, kaj bomo delali takrat. Lep dan želim še naprej, naj vaše muce ravno tako veselo skačejo naokrog kot moja. Čau, čau!